Spoštovane dame in gospodje, dragi prijatelji, večernih ur iz kulturne dediščine, lepo pozdravljeni. Za vse, ki vam kaj leži na vesti ali obstaja utemeljeni sum kakega kaznivega dejanja, bo današnji gost še posebno zanimiv ali pa mu bo potrebno pristopiti kar se da previdno. Malo šalo na stran, ampak Pavel Jamnik, gospod Pavel Jamnik je diplomiran politolog, a tudi višji kriminalistični svetnik v vodstvu uprave kriminalistične policije, vodja kriminalistične akcije Sprava, soavtor knjige Huda jama, izdane lansko leto, predan in zagrizen raziskovalec povojnih pobojev ter vrhunski forenzični arheolog, ki po izjavah medijev bere samo en časopis in če se ne motim, je to Mladina, če še drži. Ne samo en. Vse od leta 1981, ko je na Kočni nad Jesenicami odkril mezolitsko jamsko najdišče, tako imenovani Jamnikov spodmol, se ob svojem rednem poklicu tudi raziskovalno ukvarja z kameno dobo in z jamsko arheologijo. Do sedaj je odkril že več 10 planin jamskih najdišč, med njimi jamo s prvo sledjo kamenodobnega jamskega slikarstva in prvi kostni ostanek neandertalca v Sloveniji. Odkritih in arheoloških ugotovitvah je objavil že čez 100 znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov. Je član Društva za raziskovanje jam Ribnica in vsekakor zanimiv sogovornik in vsestranski predavatelj. Kamena doba in gospod Pavel Jamnik. Ja, hvala lepa. Ja, bom prvih nekaj besed ustoje, potem se mu pa usedel. Dober večer vsem skupaj. Res je mogoče malo nenavadno, da vam policaj pride predavati o kameni dobi, ampak poskusimo skupaj, kako se bo vse skupaj išlo. V teh nekaj uvodnih besedah je bilo tako zelo prijetno slišati vso hvalo na moj račun, vendar kar se tiče kamene dobe, res je, da se s tem ukvarjam že več kot 30 let, predvsem je pa v zadnjih skoraj 20 letih moj sopotnik oziroma skupaj iščeva sledi teh kamenodobnih ljudi gospod Janez Bizjak in mislim, da je treba to takoj v uvodu pred kakršnimkoli začetkom predavanj povedati, kajti brez gospoda Janeza Bizjaka seveda vseh teh najdišč ne bi bilo oziroma bi jih bilo bistveno manj. Zdaj pa začnimo z sledmi kamene dobe v Alpah. Tega ugasnemo, pa s tem začnemo. V Sloveniji je že raziskovanje kamene dobe, ima že relativno dolgo tradicijo. Leta 1928 je bila odkrita potočka Zijavka, ki jo je odkril Srečko Brodar oziroma po naključju izvedel, da v njej izkopava nek avstrijski študent in on je potem ta dela nadaljeval in potočka Zijavka je postala nek sinonim za kameno dobo v Sloveniji. Ponavadi oziroma večina ljudi povezuje potočko Zijavko s kameno dobo, kaj več pa potem o kameni dobi le redki še vedo. Torej v Sloveniji je, kot vidite na tem zemljevidu, po celi Sloveniji so razporejena ta najdišča in jih je seveda relativno zelo malo. Nekaj večja zgostitev je na območju Notranjske, kajti to je bilo tudi področje, kjer je bila očitno v času kamene dobe tudi okolica najbolj primerna za življenje. Kje oziroma v katerem času se bomo danes gibali?
Kamena doba je seveda obdobje, ki je nepredstavljivo z našimi predstavami o času. Ljudje nekako do 100 let, kolikor traja pač tisti, ki imajo srečo, človeško življenje, si nekako zadeve še predstavljamo, kar gre že v tisoče, v 10 tisoče, v 100 tisoče, že postane lahko težava z občutkom, kdaj je kaj bilo, kaj je bilo prej, kaj je bilo kasneje. Torej, mi se danes pogovarjamo o srednji kameni dobi. Stara kamena oziroma kamena doba se deli na staro kameno dobo, ta traja nekako od še seveda iz časa pred neandertalci, ampak v Sloveniji so najdišča, najstarejša najdišča iz časa neandertalca, se pravi, lahko govorimo nekako od 200 tisoč let pred našim štetjem do nekako 30 tisoč let pred našim štetjem so bili neandertalci. Potem se je pojavil moderni človek, takšen anatomsko, kot smo danes mi. In vsa ta stara kamena doba traja do približno konca zadnje ledene dobe, ki se je končala pred 10 tisoč leti. Takoj po kameni dobi, po ledeni dobi, zadnji, nastopi kultura srednje kamene dobe oziroma mezolitika. Na podlagi česa so opravljene te delitve? Kot boste videli v nadaljevanju, pravzaprav za kamenodobnimi ljudmi ni ostalo kaj dosti sledi, oziroma bolje rečeno, za njimi ni ostalo skoraj nič. Ampak že tisto, kar pa je ostalo, so pa kamena orodja in pa mogoče na nekaterih najdiščih tudi koščena orodja. No in prav na podlagi spremembe v izdelavi in v obliki teh orodij se potem znotraj kamene dobe delijo, se čas kamene dobe deli na različne kulture. In v času srednje kamene dobe, se pravi od pred sedanjostjo okvirno 10 tisoč let in traja do približno 6500 let pred sedanjostjo. V literaturi se uporablja tudi termin, se pravi before Christ, pred Kristusom oziroma pred našim štetjem. Ta delitev je pa potem nekako od 8000 pa do 4500 pred našim štetjem. Za srednjo kameno dobo je značilna tako imenovana mikrolitizacija. To pomeni, da se je kameno orodje v tem času zelo pomanjšalo. Pojavili so se nekateri orodni tipi, ki jih prej ni bilo in zaradi tega je nastala neka meja, okrog 10 tisoč oziroma 8 tisoč pred našim štetjem, od katere naprej se razume, da je nastopila neka nova kultura. To je edino, kar je mogoče reči o tem, zakaj se ta kamena doba deli na različne faze. Iz srednje kamene dobe, torej iz mezolitika, je bilo pred 15-20 leti v Sloveniji le teh nekaj najdišč, ki so označena na tej karti. V zadnjih letih se je število teh najdišč precej povečalo, kar bomo videli v nadaljevanju, in je pravzaprav mezolitik postal nek poseben fenomen, za katerega lahko rečemo, da kaže, da je bilo teh ljudi po celi Sloveniji polno v primerjavi s prejšnjimi časi neandertalca. Kamena doba je seveda, kot sem že omenil, en tak časovno dolgo trajajoče obdobje, v katerem se pravzaprav ni res dosti spremenilo. Tisto, kar sem govoril, kako se spreminja oblika orodja, pa tipologija, to gre za res ta precizna preučevanja, primerjanja teh, ki se s preučevanjem kamene dobe ukvarjajo. Ampak tako na prvi pogled je pa na primer tole orodje, ki ga vidite na fotografiji, to je orodje neandertalca. Izpred 100 ali pa izpred 150 tisoč leti, ker na tem konkretnem najdišču se čas ne da točno ugotoviti. Videli ste, da sem uporabil iz 100 ali pa 150 tisoč leti. Se pravi, pri teh zelo oddaljenih časih kar tako operiramo z 10 tisoč pa 50 tisoč leti,
ker zadeve so se tako počasi spreminjale, da pravzaprav 10 tisoč, 20 tisoč let nič ne pomeni. In tako orodje neandertalca, se pravi, je trajalo 200 tisoč let nespremenjeno. Pred 8 tisoč leti se to, kar sem vam omenjal prej, nekoliko spremeni ta tipologija, ampak še vedno ljudje uporabljajo izključno kameno orodje. Uporabljajo tudi nekaj, oziroma znajo narediti tudi orodje ali pa orožje, se niti to točno ne vemo, iz kosti, iz živali, ki so jih lovili, ampak temeljni ostanki vseh teh ljudi, vsega tega dolgega časa so ostanki kamnov, ki so jih uporabljali. Še pred 200 leti so ljudje še vedno uporabljali tudi tako imenovano kamnito orodje, čeprav se temu reče kresilni kamen, ki se prav nič ne razlikuje od naprimer neandertalčevega orodja izpred 150 tisoč let. Potem je pa prišlo do tega neverjetno hitrega razvoja, ki smo ga deležni mi, in danes je današnjim ljudem, se pravi nam, je po eni strani nepredstavljivo, kako se je včasih v vseh teh obdobjih kamene dobe živelo, kako so živeli, kajti v naših mišljenjih prevladuje pravzaprav čisten drugačna percepcija zaznavanja okolice in vsega, kar uporabljamo. No, in danes več ali manj ljudje kamnito orodje vidijo samo še na teh sofisticiranih tehničnih pripomočkih. Kaj ostane od ljudi v naravi, ki so živeli pred toliko tisočletji oziroma 10 tisočletji, 100 tisočletji? Na tej fotografiji vidite, da v alpskem svetu ne ostane ničesar. Ampak na tej fotografiji sta dve lokaciji, kjer smo našli ostanke ljudi iz srednje kamene dobe. To vam jih bom pokazal kasneje, ampak zdaj sem vam želel samo pokazati, da kako se je mogoče sploh lotiti iskanja sledi teh ljudi oziroma iskanja kamnitega orodja, ki je za temi ljudmi ostal. Kajti v naravi ni pravzaprav videti ničesar, ni nekega oprijemljivega kriterija, po kateremu bi začeli te lokacije iskati oziroma kjer bi pričakovali, da se bodo pokazali neki ostanki teh ljudi. Za razliko seveda od današnjih časov, kjer pa puščamo za prihodne rodove precej sledi in mogoče bodo čez 100 tisoč leti bistveno lažje našli naše sledove, kot mi najdemo sledove naših prednikov. O življenju v kameni dobi seveda obstajajo neke predstave, neke razlage, več ali manj si vsi predstavljamo, kako so ti ljudje živeli po jamah, da so uporabljali kamnito orodje, potem je pa že konec. In navsezadnje je to tudi edino, kar v resnici vemo. Vse ostalo so v veliki meri fantazijski spisi. Tako kot, če se spomnite, v šoli smo pisali fantazijske spise, kako bomo živeli čez 1000 let. In mi se pa zdaj ukvarjamo, tisti, ki nas zanima kamena doba, v mislih tudi z neke vrste fantazijskimi spisi, kako so živeli pred 10 ali pa pred 100 tisoč leti. Kajti edino, kar omogoča neko rekonstrukcijo njihovega življenja, neko spoznanje, je to kamnito orodje in pa to koščeno orodje. Te naše predstave seveda vključujejo nekakšne primerjave s temi prvobitnimi ljudstvi, ki še danes živijo na posameznih območjih tega sveta. Na vsak način so ti ljudje morali nekje bivati, se pravi poiskati si neko zavetje, si narediti nek prostor, kjer so bili varni,
pred vsemi živalmi iz okolice, varni pred vremenskimi pogoji. Ukvarjali so se z lovom, kajti lov je bil v tistem času edina možna pot za preživetje. Vse ostalo je pa seveda, kot sem rekel, stvar interpretacije tistih, ki te njihove sledi najdemo. Dejstvo je, da v naravi iščemo, se pravi, v jamah sledi njihovega bivanja in pa na odprtem prav tako kakršnekoli sledi, ki so za njimi ostale. Okoli leta 2000 se je na Tolminskih hribih je bila odkrita prva točka, kjer je bilo najdeno ob neki osameli skali kamnito orodje. To je našel dr. Ivan Turk, to je ta arheolog, ki je postal poznan po tej domnevni koščeni piščalki, ki naj bi jo izdelal neandertalec. Že predtem, od konca 70-ih pa skozi vsa 80 leta, pa so v tem sredogorju oziroma na višinah od 1000 tudi do 2000 metrov, predvsem na italijanski strani, v Švici, v Franciji, odkrili množico najdišč teh srednje paleolitskih oziroma srednje kamenodobnih ljudi, mezolitskih ljudi. In postavljalo se je vprašanje, kar se Slovenije tiče, zakaj pri nas tega ni, po drugi strani se je pa odpiralo vprašanje tam, kjer so to odkrili, kaj so ti ljudje počeli na takih višinah. Težava pri interpretacijah teh najdb je seveda tudi izhodišče raziskovalca. Velikokrat raziskovalci se ujamajo v neko zanko ocenjevanja takratnih ljudi z nekih današnjih razumevanj sveta. Ves čas oziroma dolgo časa so veljale teorije, da so hodili ljudje iz dolin na lov v Sredogorje. Zdaj že vsaj 15 let te teorije ne zdržijo več, ker če samo pomislite, da je treba iz doline nekaj ur ali cel dan hoditi do Sredogorja, ujeti tam neko žival in jo potem spet isto obdobje, se pravi cel dan ali pa pol dneva nositi v dolino, tukaj nekaj ni neke logike preživetja. Ti ljudje so pa vseeno znali z naravo tako živeti, da so porabljali čim manj energije in pa da so iz narave potegnili čim več, kar je bilo mogoče. Zaradi tega v zadnjem obdobju oziroma v zadnjih letih nekako prevladujejo teorije, oziroma razlage, poskusi razlag, da so ti ljudje določeno obdobje leta živeli v Sredogorju, predvsem zaradi veliko lažjega gibanja. Vsi mi si mislimo, ker mi vsi živimo po dolinah, si mislimo, doline so tiste, ki so bolj prijazne. V teh časih so bile doline verjetno veliko bolj poraščene, veliko težje se je bilo po dolinah gibati. Samo predstavljajte si, zdaj v naših časih, po Krasu, ko je polno robidovja, trnja in je dobesedno nemogoče se gibati skozi vse tisto trnje. V času te srednje kamene dobe so bile doline več ali manj vse take. Porasle z grmovji, z trni in ti ljudje so se seveda že oni težko gibali, prav tako ni bilo veliko živali na razpolago. Obstaja verjetnost, da je bilo v Sredogorju, da je bila poraščenost manjša in da je bilo bistveno lažje tudi loviti. To je ena od razlag, zaradi katerih ne bi bili ljudje na taki višini. Torej, po letu 2000, ko je bilo odkrito prvo od teh najdišč, sva z gospodom Bizjakom nekako sistematično se lotila pregledovanja teh predvsem planin na začetku pod Krnom. In seveda v nekaj letih se je, kot vidite na tej sliki, v nekaj letih se je število najdišč pojavilo kar eno ob drugem.
tole je Krn, to je ta tako imenovana planina Kuhinja oziroma ta amfiteatralni zatrep. In tukaj so dobesedno ob vsaki osameli skali ali pa ob neki izravnavi se najdejo sledi tega človekovega postanka. To je planina Kuhinja in to je mesto prvega odkritja. Se pravi, neka izstopajoča večja skala, ta skala ima tudi svojo neko mitološko zgodbo, ki se velikokrat povezuje z nekimi ostanki iz preteklosti. Ta skala se imenuje Skrotna in ob tej Skrotni naj bi živeli škrati in tako naprej. No, ampak kakorkoli ob tej skali so bile odkriti prvi sledi teh mezolitskih kultur. Kako izgleda odkritje nekih kamenodobnih ostankov? To je ena od poti v hribih, kjer pravzaprav vsakdanji obiskovalci ali ljudje, ki prihajajo v hribe zgolj zaradi uživanja v hoji, v gorah, niti niso pozorni, po čem hodijo in pa kaj se lahko še najde pod nogami. Pravzaprav nič posebnega, ampak ob natančnem pregledu in pa potem ob očiščenju takih profilov, kot je na primer takle predel, ki ga voda ob hoji leta in leta spira, se najde drobec, ki pomeni ostanek neke dejavnosti ljudi izpred 10.000 let. Tukaj je še en pogled na del te planine Kuhinja. Se pravi, ta Skrotna, potem si pa najdišča sledijo ponavadi izkazalo se je v vseh teh letih, da so najdišča velikokrat na raznih prelazih, v nekih zakotnih oziroma zavetrnih območjih, kjer je bila relativno večja varnost kot drugje na odprtem. Lahko pa se najdišča pojavijo na mestih, kjer pravzaprav nihče ne bi pričakoval, da bi bili tam kakršnikoli ostanki. Velikokrat sva z gospodom Bizekom razmišljala in iskala nek vzorec, kje iskati te ostanke. Kot sem že omenil, eden od teh območij so različni prelazi, po katerih so se ljudje gibali. En drug tak kriterij, ki se ga človek, ko išče te ostanke, postavi, je vprašanje, kam bi se sam umestil, če bi mogel nekaj časa prebivati na takem območju. Ampak nekega splošnega, sistematičnega odgovora, na podlagi katerega bi bilo mogoče se odločiti, tukaj bo pa najdišče, se ga ne da najti. To so, se pravi, še nekaj teh lokacij, en prelaz, tukaj. To je del fotografije oziroma to je širša fotografija od dela, kjer sem vam pokazal prej, ko sem postavil vprašanje, kaj so ti ljudje pustili za seboj. In na tej lokaciji, to je planina Leskovca tudi pod Krnom, je manjša izravnava, na kateri je bilo tudi najdišče. Potem je sredi oziroma nekoliko odmaknjeno od nekega starega odtoka, spet manjša izravnava in spet ostanek teh nekaj orodij. To je prav na tej isti planini v krogu zloženi kamni, kar mogoče kaže na nek
na nek objekt, ki so ga objekt, danes je objekt, to je pravzaprav vprašanje, če je to primerna beseda, ampak nekaj so si postavili, s čimer so omogočili neko zavetje in zato so postavljali te kamne v nek krog. Zdaj, ali je bilo to namenjeno izključno bivanju, ali je imel ta krog tudi kakšne globje pomene, to seveda nihče ne ve. Težko je na podlagi tega, kar je zanimivo ostalo, sklepati na njihov način življenja, na njihovo razmišljanje. To je približno ravno tako, kot če bi danes poskušali sklepati na podlagi, koliko ima nekdo nabrušeno sekiro ali pa nož, kakšno je njegovo razmišljanje in razumevanje sveta. To je pravzaprav skoraj nemogoče, ampak tukaj se še vidi ta izravnava, o kateri sem prej govoril. In ob vsaki malo večji skali oziroma skalnemu samelcu je vredno nekoliko bolj natančno pregledati, če je na tem mestu kakršenkoli ostanek iz kamene dobe. To je primer, še en primer, ko je na takem pomolu, okoli katerega je danes močvirje. V tistem času, ko so se tukaj gibali ljudje, je bila neke vrste ujezeritev in tak pomol, to je ledeniški jezik, ki je ostal na tem območju, je nudil tudi relativno dosti varnosti z obeh strani oziroma z treh strani je bila zadeva zavarovana z močvirjem, z vodo in na ta način so se varovali pred živalmi ali pa tudi pred drugimi ljudmi, ki so živeli na tem območju. Na Krnskem jezeru ob osameli skali ponovno najdišče in pa vas Čadrk nad Tolminom, kjer je bilo tudi na popolnoma nepričakovanem mestu, na neki izravnavi, najdeno najdišče. In kaj zdaj pomeni najdišče? To, kar zdaj že ves čas govorim, kar sem vam skozi slike lokacij pokazal, kje se to nahaja. To pomeni, da se na posamezni lokaciji nabere takele ostanke kamenega orodja. Za razvrščanje oziroma potem za naprej obdelavo tega kamnitega orodja seveda obstaja tako imenovana tipologija, na podlagi katere se tako orodje razvršča in potem na podlagi tega razvrščanja se ugotavlja, kateri dobi pripada. Vsaka doba ima posamezne značilnosti in vsak tak predmet, ki je bil najden, se lahko uvrsti v neko kategorijo. To so kline, potem so praskala. Se pravi, vsak tak kamenček spada v neko kategorijo in to je pač pri raziskovanju kamene dobe je problem, da je teh stvari, ki jih je treba raziskati in umestiti, relativno malo. In vsaka znanost ima predmet preučevanja, svojo metodologijo in pa svojo terminologijo. In preučevanje kamene dobe seveda za preučevanje kamene dobe so ostanki kamenega orodja ali pa koščenega orodja, metodologija je pač način izkopavanja v jamah ali na prostem, terminologija je pa zdaj tisto, s čimer se pa določi poimenovanje teh orodij, oblike orodij, kako se ta orodja razvršča in to je tisto, na podlagi česar se potem tako orodje umešča v neko kulturo, v nek čas. To je zdaj en primer, kako se ta orodja potem delijo. In tukaj pa primer naših najdb z planine, oziroma tole je z vasi Čadrk, to so iz nekaterih drugih najdišč.
Tukaj lahko vidite, da so vsa ta orodja, tole so milimetri, to gre za zelo majhne stvari. In še danes pravzaprav nihče več ne ve, kako se je to izdelovalo, kdo je izdeloval, kajti na teh nekaj ali centimetrih ali pa celo orodjih, ki so velika samo nekaj milimetrov, so vsi robovi obdelani. To se imenuje retuširani. Se pravi, človek je takrat z nekim namenom vse te robove priredil, najprej je ustvaril neko posebno obliko, v tem primeru ta primerek se imenuje konica. Tukaj je, naprimer, vidite, je tako imenovana prečna retuša in vsi ti izdelki imajo prirejene robove. Mogoče na teh velikih orodjih, ki so jih uporabljali pa izdelovali neandertalci, je še razumljivo, kako so ta orodja izdelovali, s tem, da so klesali kamen ob kamen ali pa s kostjo po kamnu. To, kako so pa izdelovali ta drobna, natančno izdelana orodja, pa pravzaprav danes nihče zelo natančno ne ve. To je še nekaj primerkov takih lepo izdelanih orodij. Celoten rob je obdelan, tudi tukaj. Tako da, seveda je vsako tako stvar je neverjetno lepo po toliko tisočletjih prijeti v roke in seveda razmišljati, kaj so s tem kamnom počeli, kako so ga izdelali, ampak odgovor na to nima pravzaprav točnega nihče. Še nekaj primerov teh orodij. Tukaj je prikazan primer, kako so iz velike kline, ki so jo odbili od jedra, potem izdelovali posamezne tipe orodij. In od spodaj smo pa priložili primerke, ki so bili najdeni na teh najdiščih na Tolminskem. Ljudje so za izdelavo tega orodja uporabljali predvsem material, ki so ga našli nekje blizu mesta, kjer so se oni gibali, ali pa so posamezne kvalitetne kose kremena, kajti to je, vsa ta orodja so izdelana iz kremena, so prinesli s seboj oziroma so jih na nek način prinašali s seboj. In tukaj vam hočem pokazati, to je en gomolj roženca, ki ga je po slovenskih Alpah skoraj povsod mogoče najti. In iz takega gomolja roženca so ljudje znali, ta gomolj roženca so ljudje znali na tak način razbiti, da so prišli do materiala, ki je bil bolj v sredini, bolj kvaliteten in so potem z odbijanjem, tukaj se vidi sledi odbijanja, odbijali take večje odbitke in potem te odbitke še dodatno obdelali s tem retuširanjem robov v orodje, ki so ga potrebovali za pač stvari, s katerimi so si pomagali pri lovu ali pa pri pač dejavnostih, ki so jih rabili za preživetje. Tukaj je en primerek, ki je iz kamene strele, to se pravi iz tega gorskega kristala in zraven je za primerjavo igla. To se pravi, 3 milimetre velik košček so na nek način uporabili, to seveda nihče ne more vedeti, zakaj so oni to uporabljali, ampak na vsak način so rob retuširali in domneva se, da so te zadeve, to vam bom potem pokazal kasneje, da so jih zatikali v les ali v kost, da so dobili zalusti pri teh puščicah, ki so jih uporabljali pri lovu, ampak seveda natančno pa to ne ve nihče. Poleg teh najdišč na planini Kuhinja
je na območju Tolminske še nekaj lokacij do zdaj bilo odkritih. In med drugim je najdišče, ki je pa do zdaj najvišje, na 1800 metrih, ker so sicer so bile najdene le tri nekoliko bolj neznačilne oblike teh kamenih orodij, ampak nedvomno jih je izdelal človek. Na gorenjski strani je teh najdišč zaenkrat manj, oziroma gre več ali manj le za neke indice, da so bili ljudje tudi na naši strani. Zakaj jih je na Tolminski več, na naši manj, je seveda več različnih razlogov. Verjetno je Tolminska stran bila tudi klimatsko nekoliko bolj ugodna kot gorenjska. Še večji razlog je pa verjetno v tem, da na gorenjski strani še ni bilo opravljenih toliko pregledov in toliko iskanja, kot pa na Tolminski strani. Polšiška cerkev, to je na gorenjski strani najstarejši ostanek iz časa kamenodobnih kultur. To najdišče spada še v čas pred začetkom mezolitika, se pravi takoj po koncu ledene dobe. Se pravi, tukaj so ljudje živeli pod takim previsom. Drugo jamsko najdišče je ta tako imenovani Jamnikov spodmol, kjer je bilo leta 1982 je bila najdena takale koščena harpuna, in prav koščene harpune so nekako značilne za obdobje mezolitika in je bilo potem prav na podlagi tega in pa analize oglja, ki je bilo tudi pobrano pri tem izkopavanju, da to najdišče umeščeno nekako v čas 7000 do 8000 let pred našim štetjem. Potem naslednja lokacija je območje Belškega polja na Koroški Beli pri Jesenicah. Ljudje so v tistem času verjetno pogosto se zadrževali ob vodi, ob kakšnih rekah, prvič ob rekah zaradi tega, ker je voda nujna za preživetje, drugič pa zato, ker so mogoče tudi tam lažje prišli do hrane, torej so lovili ribe. In seveda danes na teh območjih, tako kot smo videli že na začetku tiste fotografije, planine, kjer ni ničesar vidnega, kjer naj bi ti ljudje bili, danes so tukaj pač polja, na katerih se je pa našlo nekaj teh drobcev oziroma manjših ostankov iz tega kremenovega orodja. Težava na Koroški Beli je bila pa predvsem zato, ker se je že od začetka 70. let na tem območju našlo veliko kresilnih kamnov. Kresilne kamne so pa uporabljali še do pred 200 leti za prižiganje ognja, in pa v času teh francoske okupacije so bili vsi francoski vojaki oboroženi s puškami kremenjačami in je seveda teh kresilnih kamnov relativno dovolj po celi Sloveniji. Dolga leta se je mislilo, da so to pravzaprav ostanki iz kamene dobe. Obstaja kar nekaj člankov, kjer se te najdbe kresilnih kamnov povezujejo s kameno dobo, in šele pred 10-15 leti je postalo popolnoma jasno, da gre to za le 200 let stare izdelke iz kremena in ne za tako stare, kot so ostanki iz kamene dobe. Pri teh kresilnih kamnih je značilno, da so vsi robovi obtolčeni in ne retuširani tako kot pri kamnitem orodju, kajti pri kresilnih kamnih so tolkli po nekem železnem predmetu, da se je pokazala iskra, s katero so potem prižigali ogenj. No, na Belškem polju so pred leti opravili nek poseg in takrat se je pokazalo kar nekaj novih najdb. Tlele se lepo vidi
eno tako lepo praskalo. In po pregledu, se pravi po letih in letih pregledov tega območja, je mogoče locirati 3 različne mesta, kjer so se zadrževali ljudje v času teh srednje kamene dobe. To pomeni 3 lokacije, da so bili naenkrat tam, razlika med temi ljudmi, ki so bili na tem Bevškem polju, je časovno lahko tudi 1000 ali pa 2000 let. Ampak danes smo pač uspeli najti na 3 lokacijah, ne vemo pa seveda, ali so bili sočasni ali niso bili. To je izbor najdb iz teh lokacij na Bevškem polju. Tukaj je kot posebnost tudi to orodje iz kamene strele. Tudi to orodje so tako kot iz ostalega kremena zelo lepo obdelali, se pravi retuširali. Tukaj je ena konica, sicer se na fotografijah slabše vidi, ampak tudi tukaj so vsi robovi obdelani. To so neki primerki teh tako imenovanih praskal. Tukaj je robovi, ki so lepo obdelani. Ponavadi se potem vsaka taka najdba kamenega orodja se nariše in se potem v objavah opisuje način obdelave in pa ostale lastnosti, ki jih tako orodje ima. Tukaj je še en primerek, kako so iz večjih klin izdelovali posamezne tako imenovane segmente orodja. In tukaj so primerki, ki so bili najdeni tudi na Bevškem polju. To je ena od takih zelo lepih konic, ki je bila potem namenjena za vrh puščice. Tukaj, to je tako imenovana izrobljena konica, ker se vidi, da je obdelan ta rob, potem celoten stranski rob in pa narejena je izjeda, s katero so lažje pritrdili to kamnito orodje na vrh puščice. Potem lahko so uporabili ta kamena orodja, ta izredno majhna orodja za izdelavo tako imenovanih zalusti, se pravi, na tak način so jih umeščali v les. To je še en primerek takega orodja. Še ena lokacija na območju Gorenjske, to je planina Svečica nad Jesenicami v Karavankah, kjer so velikokrat se najdišča lahko pojavijo tudi ob kalih, to se pravi ob naravnih mlakužah oziroma naravnih vodah, kjer so tudi ti ljudje se zadrževali na svojih poteh po hribih. In seveda je pa težko ugotoviti, kateri od teh kalov je že star tisočletja, kateri je pa pač modern in je bil narejen zaradi napajanja pašne živine. Še enkrat primer, kako pravzaprav kje se iščejo sledovi na mestih, kjer prihaja do raznih usadov ali kjer živina načne travno podlago, pokaže se ta ilovnata zemlja in v takih območjih, se pravi, je potrebno pogledati, če se najde kakšen košček kremena. To je še nekaj primerkov iz te planine Svečica. Tukaj vidite eno od lokacij, ki pravzaprav tisto, kar sem prej govoril, nihče nikoli ne more naprej vedeti, kje je primeren prostor, kjer so se ti ljudje ustavili in kje ni. Na primer tukaj ob tej skali, ki je samo manjša izravnava, pa je bil že za te ljudi dovolj primeren prostor, da so se
za kratek čas zaustavili tudi tukaj. To je še nekaj teh najdb. Ratitovec, večji kal, ob kalu tudi sledi nekaj kamenega orodja. In pa na koncu še zadnje, to najdišče, ki je bilo tudi zadnje do zdaj odkrito na gorenjski strani, to je planina Klek, ki je seveda, kar ste slišali že iz predavanja gospoda Bizjaka, polna arheoloških in pa vseh ostalih ostankov. In pa to novo najdišče iz kamene dobe je označeno z rdečo barvo, ostalo so pa najdišča iz mlajših obdobij, iz antike in pa iz pozne antike. Tukaj je označena lokacija tega najdišča. Na eni taki poti, ki so jo steptale oziroma kjer travo sproti uničujejo krave, je bila potem najdena po veliko letih iskanja prva sled kamene dobe na Pokljuki. To je en tak odbitek. No in potem, ko smo očistili to pot oziroma smo nekako izravnali to ilovico, se je pokazala sled ognjišča. To pomeni, da so se ljudje na tem območju ustavili morda samo za nekaj ur, zakurili ogenj, ob tem pač nekaj počeli s tem kamnitim orodjem ali si pripravili plen in šli naprej, ker je tukaj samo nekaj najdb, ponavadi je pa na najdiščih, kjer so bili ljudje dalj časa, je teh kamenih orodij na desetine. Tukaj je pa vsega skupaj samo teh pet najdb, ki so pa zaradi tega, ker so prvi na Pokljuki, še seveda toliko bolj pomembni. Ta planina Klek je posebna prav zaradi tega, ker je skozi tisočletja so sedimenti drseli proti dnu in so bili vsi starejši sedimenti odplaknjeni. Na mestu, kjer smo našli ta artefakt, je očitno v neki kotani obstala ta stara ilovica, ki je zadrževala v sebi tudi te stare sledi. In neka taka podobna ilovica, kot je tole, v taki podobni ilovici je bilo leta 2005, ko so na planini delali arheološka izkopavanja, je bilo narejeno vzorčenje za pelodne analize in so ugotovili, da je ta ilovica nekako starejši od 5000 let, kar pomeni, da je v primerjavi z lokacijo, kjer smo našli te odbitke mi, da se pravi pride v poštev najdišče iz srednje kamene dobe. To je en pogled na Pokljuko, ker v tem smislu, da kaj še vse skrivajo pokluška prostranstva, koliko teh najdišč, in pa en pogled na Bled, kajti na Bledu oziroma v širši okolici Bleda najdišč iz kamene dobe oziroma iz srednje kamene dobe še ni. Nedvomno pa je jezero pomenilo neko točko, ki je omogočalo preživetje, in zato je nedvomno nekje v okolici Bleda tudi najdišče, ki ga je pa treba še seveda odkriti. Toliko sem vam pripravil za pokazati s temi fotografijami. Zdaj, če koga še kaj zanima, vam pa lahko povem, če bom znal odgovoriti. Hvala lepa.